stuck by this river, you and I, underneath the sky that's ever falling down, 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 ever falling down. Kozma Ahačič, lepo vas pozdravljam. Dobar dan. In vam čestitam za vašo najnovejšo knjigo z naslovom K. Najlepša hvala. Ste izid knjige praznovali? V resnici je knjiga išla v zelo kratkem času, nekaj mesecev, in ja, res sem je bil vesel. Je ena izmed knjig, ampak ena izmed tistih, ki mi bodo verjetno ostale najdlje v spominu, ker je zelo osebna in ni znanstvena. Skupaj z urednikom smo tako, jaz, urednik in oblikovalec, šli na kosilo in dejansko proslavili izid te knjige, ki je vsem trem nekaj pomenila, zato ker smo si zelo želeli, da bi bila tudi z vidika knjige kot predmeta to neki lep izdelek, nekaj lepega. Se strinjam z vami, da je knjiga lepa. Urednik knjige je bil Tine Logar, oblikovalec Marko Prah. Ja. Uporabili ste besedo veselje, se veselim, nekaj podobnega. Odkot zajemate veselje? Veselje verjetno vedno izhaja iz duhovnosti, iz nekega notranjega miru, iz občutka, da nisi zaman na tem svetu, pa tudi verjetno iz občutka za humor, iz občutka, da skrbi tega sveta vendarle niso tako zelo usodne in da smo tu tudi zato, da se veselimo, da se smejimo in da si tudi kdaj odpočijemo. Zdaj ste dali še kar nekaj iztočnic in verjetno že slutite, da vas bom vprašal, odkot humor. Kajti marsikdo je zelo resnoben, zatežen, zamorjen in tako naprej. Odkot vi zajemate to voljo, to zmožnost, da doživljate svet tudi humorno? Že stari Rimljani so ugotovili, da brez smisla za humor in brez smisla za nekoliko šaljiv pogled tudi na samega sebe, človek izgubi samokritičnost, lahko se začne preveč ceniti in potem, postane zadrt, samozadovoljen, jezen na ves svet. Humor je nekakšno spričevalo normalnosti. Preden se posvetiva vaši knjigi, samo še besedo dve o glasbi, ki sva jo slišala na začetku oddaje. Ja, gre za eno od skladb, ki so mi najljubše, ki jih prepoznam že po sekundi, dveh. To ste tudi videli. Skratka, za skladbo Ob reki, By the River, Briana Ena. Gre za skladbo, ki jo vedno, ampak res vedno poslušam ob morju ali na plaži, ob bazenu, skratka v času največje sproščenosti, ampak to pomeni, da tudi v času največje napetosti, kadar si dam to skladbo na računalnik, na slušalke, na stolp in jo predvajam, mi ta skladba prinese sonce, plažo, sprostitev. Skratka, zame je ta skladba postala nekakšen sinonim miru, sinonim umirjenosti. Rad snemam pogovore na radiju, ampak pred nekaj trenutki sem obžaloval, da nisva na televiziji, ker bi vas kamera posnela in pokazala vas širok nasmeh. Ne? Kozma Ahačič, o čem pišete v svoji najnovejši knjigi? Knjiga K je zbirka več esejev, večinoma so nastajali kot
kolumne v časniku Delo, pa seveda tudi drugje, recimo tu je obsežen zapis o tem, zakaj se ne razumemo, zakaj se nismo razumeli, na primer v času korone, ki je bil objavljen v tedniku Mladin, ali pa še obsežnejši zapis Popotovanje iz Litije do Čateža, ki je bil spet objavljen v reviji Rast. Skratka, različna besedila, ki pa so nastajala že od začetka z mislijo na to knjigo. To knjigo sem si res enkrat želel napisati. Pred leti sem izdal že prvo zbirko esejev z naslovom Kozmologija, ki je bila skupaj zbrana bolj naključno. Ta zbirka pa je že nastajala z željo, da iz nje nastane knjiga. Nekako logično se je tudi razdelila na 3 dele. Skratka, prvi del z naslovom K, kjer opisujem sodobno življenje, drugi del z naslovom Maska rdeče smrti, kjer opisujem življenje v času covida in tudi razne splošne težave, ki so se tedaj jasneje izrazile. Tudi veselja, ne samo slabo. In pa zadnji del, ki je pa parodija na istoimenski zapis Frana Levstika, in sicer Popotovanje iz Litije do Čateža, kjer pa omogočam bralcem, da če berejo vzporedno, se lahko nasmejijo ob primerjanju tedanjega in sedanjega stanja v slovenski književnosti in jezikoslovju. K temu besedilu se bova verjetno še vrnila, ampak najprej me zanima tole. Kako kot avtor snujete posamezen tekst? Kakšne prijeme uporabljate? Te prijemi so dokaj brutalni, moram reči. Pišem zelo počasi. Tega mi nihče ne verjame, ampak ravno esej je zvrst, ki omogoča počasno, rekel bi, mrcvarjenje besedila. Vsako besedilo nastane najprej z nekim vzdržnim pisanjem, nato ga velikokrat že kar takoj zavržem. Skratka, imam celo mapo z zavrženimi besedili, kajti določena tematika lahko na začetku zveni dobro, ampak se ne izteče v dobro besedilo. No, in če ima to besedilo vse lastnosti, da bo preživelo, gre pa potem najprej v kritično branje moji ženi, ki je zelo natančna in dosledna urednica. Potem seveda ugotovim z njeno pomočjo, da ima besedilo še mnogo nejasnosti, mest, ki jih sam popolnoma razumem, vsak bralec pa jih morda ne bo. No, in potem sledita še dan, 2 različnih popravkov. To je lahko psihično kar zelo naporna dejavnost, ampak ko je delo zaključeno, sem res zadovoljen. Zanimivo je, da kljub temu, da so bili že v osnovi ti eseji napisani na tak način, so doživeli še eno res veliko preobrazbo, ko sem jih zložil v knjigo. Namreč v knjigi spet besedilo deluje v
sozvočju z drugimi besedili. Zato je bilo treba mnogo odstavkov preprosto črtati, spremeniti, dodati, celo poanto, sporočilo nekaterih esejev sem obrnil. Izkazalo se je, da sem v tistem času, ko sem jih objavil, morda razmišljal prehitro, da je čas pokazal nekoliko drugačen akcent. Skratka, to popravljanje besedil, igranje z besedili, to mi je bilo v veselje, tudi če vzporejam z glasbo, tudi zato, ker sem se počutil kot nekak montažer v studiu, kot nekdo, ki reže trakove, ki dodaja zvočne efekte, ki ustvarja z že narejenim nekaj še malo novega. Vaši eseji so zelo zanimivi tudi zato, ker vanje opisujete različne umetniške prakse, ne samo jezikoslovje, ste odličen poznavalec glasbe, radio imate in na koncu knjige je tudi nek dostavek, neka rubrika z naslovom Če ste morda raje preskočili do sem, odlomki in indeks. In ta del knjige se mi zdi kot neke vrste potuha lenim bralcem. Natančno tako. To je spet navada, ki jo poznamo že od starih Rimljanov. Obstajajo namreč bralci, ki radi dajejo vtis, da so prebrali knjigo. In tudi takim bralcem je včasih dobro pomagati, da se lahko pohvalijo, da so neko delo prebrali, čeprav so v resnici prebrali samo povzetek in nekaj citatov. To malo za šalo, malo zares pa je ta del, zaključni del knjige uporaben tudi, če na hitro iščemo podatek, v katerem eseju se je obravnavala kakšna problematika. Namreč te eseji vendarle obravnavajo zelo veliko, zelo različnih stvari. Sam upam, da povedanih na tak način, da jih lahko bere povsem vsak bralec. In tudi povedani z takega vidika, da zanimajo vsakega, ne samo ljubitelja glasbe ali jezikoslovca ali ljubitelja, ne vem, duhovnosti, zgodovine, knjig in tako naprej. Če ohranim neke vrste vašo tipologijo, izobraževal sem se pred osamosvojitvijo. Ta delitev me je nekoliko presenetila v vaši knjigi in vendar sem mogoče včasih nekoliko zaskrbljen glede prihodnosti branja. Imate mogoče kakšno sugestijo, ker o tej temi pogosto pišete v svojih esejih, kako spodbuditi mlajše, bodoče bralce, bralke, da bi res brali? Ja, najprej moramo biti vsi zaskrbljeni. To se mi zdi, kar se tiče branja, zelo pomembno zavedanje. Naš odnos do branja se je s pojavom digitalnih besedil, s pojavom družbenih omrežij, zlasti pa s pojavom pametnih telefonov bistveno spremenil. Beremo več, vendar beremo zelo nekvalitetna besedila, kratka besedila, hkrati pa je drsanje po pametnem telefonu za možgane nekaj zelo naravnega, branje knjige pa je za možgane naporno. Seveda je tudi nagrada potem ob branju knjig mnogo večja kot pa ob drsanju po telefonu, kar vsak od nas je verjetno že preizkusil. Ampak to drsanje po telefonu se zažira v naš čas, v našo voljo do branja. In to bomo morali kot celotna civilizacija ozavestiti. Zato v enem od esejev tudi pišem, da je to trud, garanje, trdo delo,
to je v današnjih časih za mlade začetek branja. Ne branje na splošno. Branje na splošno je čisti užitek, ampak to začenjanje je postalo mnogo težje, kakor je bilo denimo še pred desetletjem dvema. Zato bomo morali mlade, tako kot jih vržemo v bazen in naučimo plavati, tudi vreči v branje, tudi če se bodo malce upirali, skratka, ne samo navduševati, ampak ta začetek mora biti brezkompromisen. Mladi morajo začeti brati, da bodo sploh lahko začutili, kaj branje pomeni. Mi odrasli pa jim moramo biti vzgled, kajti tudi med odraslimi branje upada, in to sam razumem in vidim kot neko kratkotrajno nihanje. Skratka, s pojavom vsega, kar se nam je zgodilo v preteklih desetletjih, od interneta, družbenih omrežij, pametnih telefonov, pa do današnje umetne inteligence, skratka, s pojavom vsega tega bomo kot družba za kako generacijo dve zagotovo postali bolj neumni. To mislim, da je dejstvo, ki ga vidimo in ki ga moramo sprejeti, vendar pa je to nihaj. Ne? To ni nekaj, kar bi lahko bilo dolgoročno vzdržno. Neumna družba namreč požre samo sebe in je vedno premagana od pametnejše od družbe. Zato ta usmerjenost v znanje, v branje bo spremenila tudi trenutni tok, ko človeštvo drvi v nekakšno nespamet, brez branja in z življenjem v neki navidezni, zelo poenostavljeni resničnosti, kjer je nekaj dobro in nečesa drugega pa sploh ni, zato ker smo zaprti v svoj mehurček navideznega dobrega. Še eno nekoliko osebno vprašanje. Vi ste uporabili besedo nihaj, ne? Nekaj, kar zaniha nazaj. Odkot ta optimizem? Vem, da imate neko funkcijo in tako naprej, skoraj da morate biti optimist, pa vendar, odkot ta optimizem, da gre res samo za nihaj, ne pa za zdrs? Morda optimizem z vidika človeške zgodovine. Ne? Ko človek enkrat začne razmišljati o tem, da je zgolj eden od več milijard predstavnikov človeštva in to v nekaj letih, ki so zgolj en mali delček mnogih tisočletij. Ne? Ko se zavemo, kako mogočna je bila na primer že egipčanska civilizacija, nato stari Grki, stari Rimljani, pa vse druge neevropske civilizacije in kako so veliki imperiji rasli in propadali. Kako morda danes nismo na višku, ampak smo zgolj na enem od viškov, ki ponavlja višek izpred, 2000 let. Potem morda z večjo stoičnostjo, tako bom rekel, z večjo stoičnostjo lahko gledaš tudi na stvari, ki na kratek rok seveda so pesimistične, ki niso dobre, ki zahtevajo kritičnost. Morda je res ta optimizem nekakšen ostanek tega, da so me med študijem zelo, zelo impresionirali starolatinski stoiki s svojimi spisi, z Markom Aurelijem na primer na čelu.
ko sem bral vaše eseje, sem videl, kako zelo si prizadevate, da bi približali jezik bralki, bralcu. Kako ste pravzaprav zelo strpni. V svojih mnenjih niste strogi, ampak vedno pojasnjujete, vedno dopuščate neke možnosti, vedno nekako vabite bralca, bralko, da prevzame neko soodgovornost za jezik in tako naprej. In ob tem sem pomislil na neko besedo, omenil sem vam jo med vožnjo z dvigalom do studia, potem še v studiu in obakrat ste se nasmejali. Ta beseda je, da je to porišizacija. In me zanima vaš komentar. Ali nekako s svojim delom današnja generacija jezikoslovcev mehča nekako ta naš odnos do jezikoslovja, do jezika in po drugi strani jezikoslovja do nas, uporabnikov, uporabnic. Tukaj bi ločeval morda Jožeta Toporišiča kot izjemnega znanstvenika. Praznovali bomo naslednje leto 100. obletnico njegovega rojstva in 50. obletnico njegove slovnice. Skratka, Jožeta Toporišiča kot res znanstvenika, ki je naredil v slovenskem jezikoslovju velik prelom, in pa Jožeta Toporišiča kot simbol za slovensko jezikovno politiko v 70., 80., 90. letih in pa tudi še deloma v 21. stoletju. No, in dejansko to, kar delamo mlajši jezikoslovci, je do neke mere detoporišizacija v smislu določenega nadaljevanja, nadgrajevanja tistega, kar so delali jezikoslovci v smislu komunikacije z javnostjo še pred nekaj desetletji. Zakaj sprememba? Zato, ker se je najprej močno spremenilo število vseh, ki uporabljajo knjižni jezik. Lažje je o jeziku zaukazovati manjšemu, obvladljivemu številu piscev in govorcev od določenega jezika. V trenutku, ko je število s pojavom spleta uporabnikov knjižne slovenščine naraslo na neverjetno število, recimo, če je še sredi 20. stoletja uporabljalo knjižno slovenščino v javnosti samo okrog 5000 ljudi, danes uporablja knjižno slovenščino v javnosti občasno, vsaj občasno, okrog 700 000 ljudi. Skratka, ta sprememba količine rabe knjižnega jezika je tako velika, da jezikoslovci ne moremo več biti stekli psi, ampak smo lahko samo psi vodniki. Skratka, ne moremo več gristi, zato ker je to včasih bilo učinkovito, danes pa ni več, ampak lahko človeka pogledamo s tistimi odkritosrčnimi pasjimi očmi in ga peljemo čez cesto, mu svetujemo, kako naj v tem napornem, jezikovno napornem svetu uporablja jezik. Seveda pa to ne pomeni, da sodobno jezikoslovje ne vztraja na absolutni pravilnosti v jeziku, da ne postavljamo jasnih pravil. Seveda, še vedno ima slovenščina, slovenski knjižni jezik jasna pravila. Ravnokar smo končali tudi z delom na besedilu novega slovenskega pravopisa, ki bo razrešil še mnoge dodatne dileme. Skratka, slovenščina bo še bolj jasno kodificirana, jasno zabeležena, ampak stroge prepovedi, strogi ugrizi s pasjimi zobmi pa niso več mogoči. Jezikoslovje bi jih lahko naredilo, vendar jih nihče ne bi upošteval. Kozma Ahačič, tisto, kar je res
všečno v vaši knjigi, je prav to, da to ni zgolj knjiga, zbirka esejev o jeziku, ampak tudi o modi, o toleranci, tudi o etiki, o etičnih izbirah. In v nekem eseju, njegov naslov je Zanke razkrajanja, končate z lapidarnim stavkom. Premišljujem, kdo vse molči danes. In včasih imam občutek, da zelo dosti ljudi molči, ko bi vendarle morali skoraj da kričati o položaju kakšne institucije, kakšnega medija in tako naprej. In me zanima, kako se vi kot slehernik odločate, kdaj boste spregovorili, kdaj boste mogoče molčali ali kdaj molčite? Ja, molk ima dve razsežnosti. Včasih si moramo priznati, da česa ne znamo, da je naša presoja kakšne situacije morda dvomljiva, da nimamo dovolj podatkov. Tedaj je molk skoraj da nujen. Takrat je molk nekaj pomembnega in mnogi danes na družbenih omrežjih, zlasti naprimer na omrežju X, ne znajo molčati, ne? Ampak pluvajo in zlivajo blato, ki ga potem beremo. V takšnih primerih bi bil molk potreben. Po drugi strani pa v trenutku, ko gre za pomembne stvari in ko nekako začutimo, da smo dovolj informirani, da vemo dovolj, da se ne moremo, vsaj ne preveč motiti, pa se je treba oglasiti. Skratka, sam sem pristaš tega, da ne modrujemo vedno o vseh stvarih, da si priznamo, da marsičesa ne vemo, da morda sodimo narobe, ampak ko o nečem vemo, pa ne smemo biti tiho. In sam upam, da nisem nikoli tiho, kadar se je res treba oglasiti. Kozma Ahačič, hvala vam za vse troje, za ta zadnji odgovor, za vašo esejistično zbirko K in za pogovor. Hvala za pogovor.